Zdravo. Kdo mora plačati agencijsko provizijo? Če nisi naročnik mojega kanala, bom vesel, če se naročiš, če všečkaš tale video in ga deliš prijateljem. Pri sodelovanju z nepremičninsko agencijo se srečujemo oziroma srečujete z tem, da je potrebno plačati neko agencijsko provizijo. Dostikrat je debata, kdo mora to plačati, koliko mora kdo plačati, koliko mora plačati prodajalec, koliko mora plačati kupec. Bom rekel, na trgu je, bom rekel, da je zmeda, ampak so pač različne variante, različne kombinacije zaračunavanja te provizije. Zdaj, zakonsko je določeno, da je maksimalna provizija, ki jo lahko agencija zaračuna, 4%. To pomeni, tudi če jo plača 1% prodajalec, 1% kupec ali pa 3% kupec, 1% prodajalec, skupni seštevek je lahko 4%. Zakon tudi določa, da provizijo plača naročnik storitev. Torej tisti, ki je najel agencijo, da mu proda nepremičnino, da išče nepremičnino za njega. Torej tisti, ki naroči storitve nepremičninskega agenta oziroma agencije, pač plača provizijo. Lahko se seveda dogovorimo oziroma dogovorite, da bo naročnik vaših storitev prodajalec, kupec bo pa plačal provizijo. To je seveda treba pač seznaniti kupca. Se pa dostikrat pojavljajo, bom rekel, neke variante, ki po mojem mišljenju, predvsem zato, ker se mogoče napačno razloži strankam, kako se bi ta provizija naj obračunavala, pa zakaj, po nekem principu oziroma po nekem ustaljenem načelu ali pa načinu, je, da se pač pojavljajo neke te variante, ne? Pogoj lastnika je, da kupec plača davek, pogoj lastnika je, da kupec prevzame del stroška in tako naprej. Zdaj, a je to v redu ali ni, ne bi komentiral, ne? Rad bi samo povedal, da provizijo plača naročnik, torej tisti, ki je naročil storitve, torej tisti, ki je po domače povedano najel agenta ali agencijo. Lahko pa se seveda dogovorite, da pač se ta provizija recimo razdeli, ne? Ali pa pač se na nek način tekom posla dogovori, da bo se na podlagi cene potem tako pa tako dogovorilo, ne? Zdaj, jaz sam zagovarjam, da pač absolutno plača provizijo tisti, ki najame recimo naše storitve ali pa pač agenta ali agencijo in se druga stran s tem ne obremenjuje, ne? Se pravi, tisti, ki je naročil neke storitve, potem tudi te storitve plača. Tako da, to je moje mišljenje. V praksi se seveda različne stvari, različne kombinacije pojavljajo, zato je pa smiselno mogoče, če najemaš agencijo, če razmišljaš o najetju agencije, da se dobi več ponudbe, da se dobi več različnih ponudb agentov, kaj bojo naredili, kako bojo zaračunali provizijo, koliko bojo zaračunali in tako naprej, in potem se na podlagi tega odločiš, koga najeti, kako najeti in tako naprej. In seveda, predvsem je pomembno, da se že v začetku sodelovanja točno ve, koliko bo kdo plačal, kaj bo plačal, kdaj bo plačal in tako naprej, ne? Tako da, v osnovi pa velja, bom rekel, to je tudi kar je v nekem zakonu o nepremičninskem posredovanju zapisano, da je plačnik agencijske provizije naročnik, maksimalna dovoljena v Sloveniji je 4% plus davek, če je podjetje zavezano za DDV, lahko pa se seveda to tudi razdeli, ampak pa seveda je potrebno obe strani o tem obvestiti, povedati na jasen način, kako bo to potekalo. Sam pa zagovarjam, da je izključno naročnik, torej tisti, ki najame storitve agencije, tudi plačnik agencijske provizije.